Gospod Podgoršek, ob stoletnici Splošne bolnišnice Trbovlje ste pripravili otvoritev za drugih 100 let. Se pravi, da verjamete v to bolnico? Ja, seveda verjamemo. Bolnišnica služi svojemu namenu, tudi glede na geografsko lego bo tu vsekakor še nadalje potreba, je tudi učinkovita v obsegu, seveda, kot se za regionalno bolnišnico potrebuje, tako da ob seveda ustreznem odnosu do bolnišnice in upravljanju bi morala ta dejavnost normalno potekati še naprej. Ko ste prišli v Trbovlje, ste imeli verjetno malo drugačno sliko, kot jo imate danes. Kako se je ta spremenila? Mislim, predvsem imam veliko več izkušenj, zdaj po letu dni, tako da glede slike samega sistema v resnici tisto, kar smo na začetku predvideli, da je potrebno delati, tudi nekako izvajamo. Skratka, že takrat smo govorili, da bomo poskusili izboljšati ekonomsko situacijo bolnišnic, tako da to nam gre sorazmerno dobro. Bilo je tudi potrebno in je še potrebno delati na odnosih med sodelavci, ki bolnišnična dejavnost je namreč taka težavna, naporna in vsekakor je potrebno ves čas spodbujati dobre odnose. Glede ostalega pa bi težko rekel, da se je karkoli v tem času bistveno spremenilo. Imam seveda dobre izkušnje z okoljem tudi in sodelavci, tako da težko bi rekel, da je karkoli bistveno drugačnega. Kaj je na prelomu iz leta 2025 v 2026 največji izziv za vodstvo bolnišnice? Pravzaprav največji izziv je ohranjati dejavnost v sedanjem obsegu, biti uspešen. Mi smo v letošnjem letu izgubo zmanjšali nekako 80%. Želel bi, da nadaljujemo s temi trendi, je pa že, seveda imamo tudi nekatere razvojne izzive, ki jih tudi izvajamo, tako da zdaj trenutno se prenavlja kuhinja, ki mislim, da bo sredi naslednjega leta končana, ker je precej kompleksen projekt. Vzpostavljala, oziroma zdaj smo prišli skozi nabavo magnetne resonance, tako da planiramo, da bi v prvi polovici naslednjega leta prišlo tudi do zagona tovrstnih storitev na tem področju. Tako da bolnišnica je v resnici precej kompleksna zadeva in ima ves čas neke izzive, tako da že, če zadostiš tem izzivom, je po mojem kar zadosten uspeh. S čim ste najbolj zadovoljni, kar vam je recimo v tem letu uspelo? Najbolj sem zadovoljen s tem, da se bolnišnica glede na vzdušje boljše in je tudi na uspešni poti. Skratka, sama pot, ki je zdaj uspešnejša, kot je bila prej, in je tudi trend pozitiven, je tisto, kar me navdaja z največjim optimizmom. Gospod Podgoršek, pred 100 leti je bolnišnico ustanovila Bratovska skladnica. Danes rudarstva v bistvu ni več v Trbovljah in Zasavju. Kako pa mislite, da bo čez 100 let? Ja, čez 100 let, stoletja so sorazmerno dolga obdobja, vse v sedanjem času pri razvoju človeške civilizacije. Se vidimo, koliko se je spremenilo v zadnjih 50 letih na področju medicine. Tako da mislim, da čez 100 let seveda bodo imeli precej drugačne metode zdravljenja. Še zmeraj mislim, da ljudi ne bo možno prenašati na daljavo, tako da vsekakor bo v marsičemu potreben tudi še lokalni servis, lokalni odnos, tudi sama regionalizacija. Mislim, da je potrebna, sama centralizacija ljudem ne odgovarja v resnici, čeprav se marsikje seveda zaradi drugih razlogov godi, tako da če bi lahko ugibal,
Mislim, da čez 100 let bo tu stala bolnišnica, ki bo ravno tako imela ta hospitalni servis. Upajmo, da bo imela tudi neke specializirane operacije, kot jih ima tudi zdaj. Verjamem, da bo blestela na diagnostičnem področju, ki je v določenih obzirih zahtevno in se ga ne da nadaljavo izvajati. In v tem kontekstu bo potem seveda tudi potekalo verjetno takrat zdravljenje, ki bo seveda zagotovo dosegalo še veliko več, kot danes zmoremo. Tako kot je sedanje zdravljenje seveda proti tistemu, kar je bilo leta 1970 že zelo, zelo daleč naprej. Najlepša hvala in veliko uspeha še naprej pri delu. Hvala tudi vam.